Ok, takole. Kar začeti. Najprej, najlepša hvala vsem, ki ste danes prišli sem. Hvala vam tudi sicer, ker v veliki meri skupaj pišemo to zgodbo. Drugače na začetku vmes danes malo povedal, kako smo v bistvu do sem sploh prišli. Pa boste pa Črt pa Anja še imela en krajši pogovor, zato tudi verjamem, da je marsikdo od vas danes prišel sem. Kako se v bistvu ta zgodba sploh začela naša? O tem bom malo do tema. Bom probal tudi kakšno bolj anekdoto povedati, pa na malo resen način. Se pravi, vse skupaj sega nazaj v leto 2012. Takrat smo bili malo drugi zasedbi, pa še malo mlajši kot zdaj. Zdaj smo že bolj resni pa starejši. Takrat smo bili stari tam 20 do 22 let, čisto malo za predstavo. V bistvu ideja je bila moja, pa sem to napisal še 4 sošolcem, 4 kolegom. In vse skupaj je tako zgledal. Napisal sem prek Facebooka v eno privat skupino, ki še zmeraj obstaja, tam, kjer upravljamo vas zava. Tako da takrat v bistvu, oni so bili zraven. To so bili še v bistvu, Uroš je že od začetka zraven, Aljoša je bil še zraven, ki tam ne stoji tudi zraven. Drugače pa še Igor, ki ga ni danes le, pa Tija, ki je v Londonu zdaj, tako da ni v Sloveniji. Se pravi, nas spet je takrat začeli. Nismo točno vedeli, kaj delati. Prva debata je bila v bistvu to, kaj bi sploh točno delali. Ne smo neki znanja z fakultete, ampak kako to prenašati v prakso, je bilo pa takrat malo manj nam jasno. In pa smo najprej razmišljali o tem, začeti je bilo zato težko, ker mogoče na začetku niti sami nismo čisto točno verjeli, kaj bomo sploh delali v bistvu. Drug problem je bil, da takrat tudi starši niso verjeli v nas, kaj bomo mi zdaj takrat pred 20-22 letih sami ustvarjali. Tako da Darja sem tako minimalno, skoraj nič, ne je prostora in tako se ni dal s tem. Tako da smo v bistvu nekako prišli do tega, da bi mi začeli z vadbami zunaj. Mi smo že takrat eno vizijo, kaj bi radi delali. Naša vizija je bila v bistvu, da bi delali te stvari, ki jih tudi danes delamo. Ampak smo rabili neko pot. Tako da to je bila ena stvar. Od tistega decembra 2012, ki je bila ideja, do aprila, vse v redu? Do aprila 2013, ko smo v bistvu ustanovili društvo, je vmes minili še to, da smo v bistvu ugotavljali, kaj sploh pomeni, da nekaj odpreš na novo. Se veste, 5 difovcev se odpreti zdaj da veš, kaj boš del društva, to je bilo za nas podobno in podobno čudo. Ni bilo glih to bolj jasno, ampak hvala Google in kakšnim kolegom, da so nam pomagali, kaj moramo takrat to na kupček zbrati, da smo pol odprli društvo aprila 2013. Če se ne motim, je bila prva naša vadba 25. maj 2013, če ne spomin prav dela. To je ena zanimiva anekdota s te vadbe. Imeli smo tekaško vadbo v parku Tivoli, še vedno z Urošem sem bila tam, ne čisto prepričana, da veva, kaj to še nisem. Vedela sva, kako tekaška vadba voditi, ampak nisem pa nič, ki je dosti točno vedela, kako posel voditi. Se ne, da zdaj veliko vemo, ampak malo več kot takrat pa. In pač na tisti prvi vadbi se je zgodila ena zanimiva stvar. Mi tam stojimo na koncu parkirišča in kar naenkrat pride mimo nas en moški in vpraša, ste vi tekaška skupina? Smo, malo zadržano povem, ne? In on pove, da bi prijavil ženo k nam. Ok, super, dober začetek, nekako neko darilo, je bilo to tisto uvodno. To je bilo ene vadeče moške, v bistvu še zdaj, več ali manj nekako. Zdaj mogoče malo manj hodno, se nekateri jo poznate, Sandra je v bistvu takrat začela hoditi, ki je bila na teku pri nas kar dolg časa. Tako da tako se je začelo. In tak zanimiv začetek je bil to. Pa se je stvar naprej razvijala, ne bom rekel, da je bil tako. Naš posel tako rastoč. Čez nekaj časa smo začeli še v Domžalah. Zakaj točno v Domžalah? Zato, jaz sem iz Kamnika, pa je bilo to blizu, pa smo še tam en tek imeli. Pa smo imeli še eno vadbo, ki smo jo rekli malo bolj intenzivna, ali pa neka intenzivna vadba. Vsi si že spoznali, to še bil mi. Ti se Aljoša vodil, kako smo sploh rekli. No, v glavnem, to je bila malo bolj intenzivna, malo več vaj za moče bilo zraven teka. To smo pol kasneje neke točke opustili. Ampak stvar je šla tako, mi smo leto 2013 končali z 10 vadečimi. Po 6 mesecih, 7 mesecih delovanja ni glih velika številka. Pa smo pač stvar pelali naprej. Prvo leto smo imeli sicer 1 uro najeto telovadnico, ampak nekaj veliko pa še ne.
Pol 2014 je bilo pa že malo bolj pestro. Malo smo spremenili ekipo, nič se nismo skregali, zanimive zgodbe z tega področja, pač malo vsak je šel malo svojo smer. Z Urošem smo ostala v Kinvitalu, pridružil se je Črt leta 2014, pa pridružil se je Jure. Oba sta v bistvu zelo fajn popestrila takrat zadevo, ker smo z Urošem ostala samo v nekem trenutku, je bilo malo težje. Pa vsak prinesel nekaj svojega. Črt je zelo natančen človek, se ga poznate, Jure je malo manj natančen človek, ampak vsak v bistvu prinese neko svojo stvar v to zgodbo, ne? Tako da brez Jureta tle ne bi pol stvari stali, zato ker Jure je tisto, ki vse naredi, ker je treba. Tako da da delek delaš pri tem. Tako da ja, pa 2014 je pa še ena zanimiva stvar. Smo začeli razmišljati, da bi najeli nekje prostor. Najprej smo gledali Ljubljano, pa se je malo ustavili pri najemninah, pa smo se pol prestavili v Domžalah in prvi to v Domžalah tako zgleda. Mi smo se odločili tega nekje julija, da bi najeli prostor, pa smo z Juretom, pa tudi ostali, pa smo nekaj žagali, pa tolkali, pa barvali, pa spet tolkali, pa barvali, pa žagali, pa barvali. Jaz sem občutek, sem 6 mesecev odbarval iz prostora, jaz sem ga odprl, zato ker sem ga 100-krat umazala vmes. Pa plan je bil tako, julija smo začeli, najprej bo plan septembra odpremo, ker bo glih fino za začetek. Ok, ti september nekako ni ratal, sva ga predstavila po Ljubljanskem maratonu, tudi če nismo bili blizu, na koncu smo januarja odprli, tako da smo malo del rabljali tle. Ampak ja, januarja 2015 smo odprli v Domžalah. Ja, takrat se je pa začela neka nova zgodba, no. Ker je zanimivega z tistega časa, je to recimo čisto moja osebna zgodba. Jaz sem takrat mislil, da počas zgubljam, da slabo vidim že. V nekem času je bilo zelo veliko dela, ker je treba vse postaviti, pa spletna stran, pa uno. No, ko se je malo umiril, sem spet začel v boč, ker po 3 ure spiš, 4 ure, takrat že počas slabo vidiš. No, pa se je pol malo umiril, ampak je pa veliko novih izzivov to doprineseno. Tako da v Domžalah smo kar naenkrat lahko začeli delati tisto, kar smo imeli na začetku že vizijo, se pravi, da ok, z Urošem oba zelo rada tečejo, to nam je super delati, ampak smo imeli željo, da bi delali še kakšne vadbe po poškodbah, da bi imeli še malo bolj široko paleto, se pravi, da bi lahko delali športniki in vse te druge stvari, dokler si zunaj te stvari težko delaš. In potem smo v bistvu kar nekaj v Domžalah imeli to na razpolago. Tako da ja, so bili kar zanimivi časi takrat. Tako da potem smo pa počas v bistvu prehajali k ideji, da bi tudi enkrat odprli prostor v Ljubljani. To smo v bistvu že nekaj časa razmišljali, kje, kdaj. Počas smo tam se malo širili v Kosezah, tle smo bili še na gimnaziji Poljane, ampak pol smo si želeli, da bi imeli en tak svoj prostor, kjer bi v bistvu lahko tako, kot v Domžalah delali tudi tukaj. Tako da ja, zdaj smo nekako prišli do tega prostora. Mi verjamemo, da ga bomo do jeseni še čez do konca sfiniširali. Kot vidite, zdaj ta prostor je več ali manj tako, kar je opremljen, spodnji prostor še rihtamo, tako da bosta v bistvu 2 telovadnice. Je pa še ena ta stvar, no, ki je v bistvu vseh teh letih rasla z nami. No. Nismo hoteli nikoli biti tako odtujeni od vadečih in od vsega tega, no. Zato nam tudi pomeni veliko, da se skupaj družimo in na tekih in tako in po vadbah in vse to. In ta tudi današnja otvoritev. Vedno nam je bila zelo pomembna ta skupnost. No. In to v bistvu smo vedno hoteli nekako pelati usporedno z vadbami. Se pravi, da nas druži še nekaj več, vaditle in vadeče, da ni samo tista gola ura, ko oddelaš in gre potem vsak v svojo smer. Tako da, v tej točki hvala vam vsem, ki ste danes prišli in hvala vsem tudi, ki hodite na vadbe, tako nas drugače spremljate. Tako da ne bom zdaj preveč dolgo vezal, ker potem bosta več povedala še Črt pa Anja. Evo, predajam besedo. Ja, seveda. Logično. Ja, evo, Luka je fajn strnil našo zgodbo. Zdaj verjetno je logično, zakaj smo Anjo povabili. Lih tako je kinezologinja, tako kot smo mi. Anja je bila v bistvu, kako bo temu rekli, formalno sošolka Luka, to pa Urošu na faksu 3 leta, formalno zdaj za to rekel, zaradi tega sicer je redno študirala, ampak je bila več ali manj na terenu, ne? Že med študijem.
Prele sem jo vprašal, kako je sploh uspela doštudirati, pa je rekla, še sama ne ve, ne? Tako da svaka ti čast. Pa ne samo zaradi tega, ker je že takrat delala z Ilko, ampak prej je še aktivno trenirala. Sej do tam bo še prišla, zakaj si sploh v bistvu bila dejansko v sponu, no to boš ti povedala, zakaj si sploh zaključila, ne? Ko so že vsi govorili o njej, da zdaj pa prihaja nova perspektiva, ne? Za slovenski šport v ženski selekciji, pa se je odločila, da ima dost, preden je sploh prišla do olimpijskih iger, ne? Zdaj danes bo midva probala reči kakšno, jaz sem razmišljal, o čem bi govorila in glede na to, da smo pričakovali nekaj vadečih, mi se ukvarjamo predvsem, Anjo smo povabili zato, ker smo nekako, bi bil to preplet dveh svetov, kar se tiče telesne aktivnosti, to pomeni rekreacije pa vrhunskega športa, ne. Mi se v glavnem ukvarjamo z rekreacijo, Anja se že cel življenje ukvarja z vrhunskim športom, prej je trenirala, zdaj trenutno je pa kot del trenerske ekipe oziroma suporta vrhunski športnici, ne. In zato sem rekel, verjetno, dobro, 2 leti ima izkušenj zdaj trenutno kot spremstvo, prej je tudi trenirala toliko let, najprej smučanje, potem veslanje, in mora imeti, zdaj imamo isto fakultativno ozadje, imamo pa čisto drugo praktično izkušnjo, ne, in bi znali biti verjetno zanimiv, ker imam par vprašanj tudi v zvezi, kako ona vidi rekreacijo, kako ona vidi vrhunski šport, zato sem pa tudi povabil. Prav? Zmenen? Super. Evo, najprej bi te čisto vprašal, kako si se znajdla v bistvu sploh na fakulteti za šport oziroma na kinezologiji? To je kar malo smešna zgodba, v bistvu zelo dosti zahvala gre moji mami, ker jaz takrat, ko sem trenirala še veslanje, pač je bilo veslanje na prvem mestu in dolgo nič in sem hotela iti na ekonomijo. Klasika. Klasika, tam vse sprejmejo, ni omejitve, na bone lahko ješ to. Status. No in potem smo pač se šla na informativni na fakultet za šport, sicer nismo na eno fakultete, ker smo šli napačno smer, ki jo na Poljanah iskala, ampak dobro. No, potem sem se vseeno, hvala Bogu, odločila za fakulteto in trdim, da je to ena mojih boljših idej, oziroma njenih, od mame, da sem se upisala na to fakulteto. Ne morem reči, da je bilo lahko, ker mogoče malo sem pogrešala razumevanja za vrhunske športnike, tega je malo zmanjkalo na fakulteti, zato se je pač tudi moja zgodba z veslanjem začela zapletati. Ampak ja, no, po karieri sem v bistvu fakulteto zagrabila kot za tisto svojo neko rešilno bilko in iz tega je preraslo v neko drevo in sem zelo zadovoljna, da samo še statistika loti do magisterija. Luka, to tudi, a ne? Ja, klasika. Zdaj, to pomeni, preden si, oziroma še ko si aktivno trenirala vrhunsko veslanje, si se vpisovala na fakulteto za šport, tako? Res. In si že takrat v bistvu mogla usklajevati oboje hkrati. Ja. To pomeni in vrhunski trening s študijem. Je že bilo to verjetno težko, a ne? To je bolj nemogoče, no, zato ker če treniraš v Mariboru in moraš biti 2-krat na dan na reki Dravi, je fizično nemogoče, da si pol ob Ljubljanici na faksu. In se pač naredila sem tiste pogoje, to je bil moj cilj, da naredim pogoje, da se lahko vpišem v drugi letnik, to je bilo pa tudi vseeno. Je bilo pa tudi recimo dojemanje faksa takrat, pač grem na izpit, ne, pač da ga naredim in če pogledam zdaj, grem na izpit zato, da se kaj naučim. Razlika, ko zaključiš ali pa pač, ko napolniš. Tako je. Zdaj, bila si dobra v veslanju. Zdaj povej, verjetno, če kdo že karkoli prebral tebe, je verjetno že zasledil, največkrat si omenila, da te je glava tista, ki te ostavlja. To pomeni, bila si vrhunska, rezultati so rastli v vrhunskem športu, bila si perspektivna, pa si pa kar naenkrat potegnila kabel in v intervjujih si omenila to, da si videla en v bistvu faktor, ki ti je po tvojem mnenju takrat onemogočal, da bi bila pa sposobna iti še dlje, in to je glava. Zdaj mene pa zanima, kako si takrat nisi bila pač stara 30 let, pa si bila, ne vem, kako že izkušena športnica, pa si že takrat ocenila, da pa zdaj zakaj ne spadaš v vrhunski šport, kaj ti je takrat kliknil? Res je. Prišla sem neko krizo, 2010 sem padla v krizo, ki se pač začeli moji rezultati padati. In vsak športnik se začne ukvarjati s tem in pri vrhunskih športnikih je tako, da znajo narediti korak iz sebe.
Znajo narediti čez to in se pobrati. In to je meni zmanjkalo. Jaz sem imela zelo neki dosti poskusov nekega vrnitve, ampak zadeve niso stekle. To pa si priznati, ne, ker jaz vse, kaj sem takrat videla, je pač ful sem si želela na olimpijado. Tega nikoli nisem skrivala, pa vso je bilo napisano Peking, pa po London, pa pač da res želim na olimpijado. Začela se dogajati poškodbe in moj fokus je bil, da se kvalificiram in nič več drugega. Rezultati so že vedno padali in mogoče zdaj, ko delam z Ilko, vidim, kaj je meni zmanjkalo. Zmanjkalo je tistih zadnjih 500 metrov, kjer je treba v veslanju preklopiti in dati čisto vse od sebe. Tam pa sem jaz potegnila v bistvu eno bremzo, ki je nisem znala prestopiti. In ko zdaj pogledam nazaj, pač rečem, da nič hudega, zato sem še vedno rekreativni športnik in sem s tem zelo zadovoljna. Imaš sploh časa biti rekreativni športnik zdaj? Ja. A se druge nimaš, ne, če si skozi na smučkah? Zdaj, v bistvu, v začetku nisem lahko se začela delati, pa sem ugotovila, da se bom prehitro poškodovala, zato ker to, kar delamo mi na terenu, je nemogoče, da če se ne ukvarjaš športom, da lahko si cel dan na terenu, plus treba je nositi, treba biti zbran in če nimaš kondicije, tega ne moreš delati. To pomeni, da Ilka skrbi za tvojo fizično pripravo. Ja. Dobro, si to povedala. Laufam za njo. Laufaš za njo, pa snemaš. Zraven, ne? Zdaj, to je tudi zanimivo, ne? To nisem vedel, da predno si začela veseliti, si smučala. Ja. In zdaj, to sem zasledil pred kratkim, da je v bistvu Ilkina mama tebe trenirala smučanje. Tako, v začetku pri Ticivanih je bila Darja tista, ki je me trenirala smučanje. Z Ilko smo 1 leto starejša od mene, tako da smo bili nekje v isti kategoriji. Tako da, pa smo nekje, ko sem jaz se vpisovala na srednjo šolo, je Ilka nadaljevala za smučanjem, jaz sem pa takrat preklopila na veslanje in se za najne poti čisto razšle, tako da se nekje slabih 10 let sploh nismo videli. Cool. To pomeni, ok, če greva zdaj iz 6 let, ne, ste spet malo nazaj na faks, ne, to pomeni, študirala si, ko si trenirala, potem si pa že med študijem že zamenjala kariero in si že začela z Ilko delati. Preden prideva sploh do Ilke, predno si, tisto obdobje bilo verjetno ni bilo lahko, ne? To pomeni, ko si zaključila z veslanjem, pa si bila še upisana na faks, si že takrat razmišljala, preden si sploh imela kakršnokoli predstavo o tem, da boš sodelovala z Ilko ali pa s komorkoli podobnim, kaj bi počela? A si imela sploh namen za študijem ali si pač zaradi statusa študirala še vedno? Ne, takrat sem začela mogoče razmišljati, da je bilo fajn, da resno vzamem svoj študij, ampak ko zaključiš kariero, je čista panika. Naenkrat zgubiš, ne vem, vse, kaj si prej počel, je na pol si trebaš, moraš si najti neko novo življenje in je bilo meni to čist neznanka. No. Jaz sem imela, presežem, pač nekje 2 meseca res težave s tem, sploh, ker sem se prvič bolj preselila v Ljubljano. In, kako smo študenti, ne, si pač 2 meseca prvič sam v Ljubljani, dosti hodiš ven. Marsikaj sprobaš, že kaj ni bilo časa. In bolj kmalu po tem nekem prehodu 2-3 mesecev sem pa zelo resno zagrabila z faksom. Na faksu sem našla stvari, ki me bolj zanimajo, ki me manj zanimajo. In se šla za cilj, da dokončam študij, čeprav takrat še vedno nisem vedela, da bom delala z Ilko. Vedela pa sem, da hočem delati v alpskem smučanju, zato ker smučanje je moj prvi šport in res mi je blizu. In pol je pač prišlo to povabilo od Ilke za pomoč in ne moreš reči ne. Zdaj mi povej, kako je bilo, kako je na začetku izgledalo to? No? Verjetno logično je, da tako na začetku, takrat si še študirala, ne? Ja, Ilka je verjetno rekla. še niso zaupali, da nisi prišla v ekipo, pa zdaj glavni trener rekel, evo, Anja tukaj je, ona bo zdaj skrbela za kondicijsko pripravo Ilke. Ne? Kako je zdaj ta vklop izgledal? Izkoristili. Pač zvedali so se, da znam smučati, kar je na terenu zelo fajn, ker lahko vlačiš škole in rukzake in vse ostalo. Plus tega Ilka je rekla, da pač rabi terapeutko. Jaz sem imela pa takrat narejeno masažo, ker me pač manualna zelo terapija zanima. In v bistvu je bolj potrebovala ne kondicijskega trenerja, ampak terapeuta. In s časoma sem jaz nekaj predstavila, kaj je v bistvu kinezilog. Pač imamo znanja iz vadbe in imamo določena znanja tudi iz preventive in kurative. In pač zaradi tega, ko sem jaz videla, kaj Ilka potrebuje, sem še dodatno se pač odločila za akademijo za manualno terapijo. In zdaj je to odlično
zdržujemo. No. In pač časoma, v roku enega leta smo pač prišli na nivo, da pač prevzemam kondicijo, da imam neki del terapije, čeprav še vedno imam tudi kondicijskega trenerja plus fizioterapeuta. Na začetku si, zadnje, par mesecev nazaj smo imeli okroglo mizo, ne? Ti si bila sicer Skype varianta, si rekla, da na začetku si delala za kako že, za dile, pa za smučke pa bundo. Smučke pa bundo, pa verjetno kaj za pojest, ne? Ja, v hotelih je kar dobro. In to je pol kaj, izgledalo, koliko časa je pol tako izgledalo? Pol leta, 1 leto? Ta način sodelovanja? 1 leto. Stvari so se vrnile pač po prvi zmagi Ilki. No. Vse tukaj ni šlo za to, da pač Ilka ne bi hodila plačati oziroma kakorkoli, ampak ona je v svojo zložila čisto vse in tudi jaz sem se odločila, da bom pomagala, zato mi ni bilo problem, če ne dobim za to plačano. In pač po prvi zmagi so se stvari pač lažje je postalo, no, kar se tiče sponzorstva in financ in sem tudi jaz lahko mogoče delala za kaj več kot za smučke. Logično, ja. Zdaj trpežna itak verjetno si bila, ne, že za tega, ker si bila veslačica, ne. Ja. To je verjetno tudi tukaj tim, ne, ki pa je kolesar, to je v bistvu na nek način podoben šport. Bila si tudi enojc, ne, Ja. tako da zelo samoten šport, pa zelo fizično naporen, ne, in pa monoton. To pomeni, hudega si bila že vajena, ne. Vrhunski šport, tudi tisti, ki ni imel stika z vrhunskim športom, ima predstavo, da je naporen. Ne samo za športnika, verjetno tudi za support. Pa me zanima, ko si začela ta prvih pol leta, 1 leto, a ti je bil še vedno šok, glede na to, da si imela neko izkušnjo, temu rečem, vrhunskega športa, a ti je bil šok nad tempom vsega dogajanja skupaj, ali ti je bila ta tranzicija lažja, kot bi bila recimo meni, kakšenkoli nisem imel, bil sem rekreativni športnik, nisem bil pa vrhunski. Ja, isto ti je šok, to na podlagi tega, kar smo se prej pogovarjala, ne, da na faksu ti dajo, kaj se moraš delati, kako izgleda moč, kako izgleda vzdržljivost, kako izgleda vse te zadeve in ko prideš tja in v bistvu ugotoviš, da ti sponzorji in koledar tekem in vse drugo določa to, kaj moraš ti delati, ker je nemogoče, da bi delal to, kaj izveš na faksu. In ja, še danes včasih šokano, ker pač niti en dan ni enak in sem se pa zaradi tega res načela improvizirati. In zdaj že pač, ko je šok, tudi ni več tiste panike, ampak na noter predelam, da pač ne dam svojih čustev preveč ven. Ja, mislim, da zagotovo mi pomaga vrhunski šport pri sestavi treningov, ker vem, kaj je bilo meni naporno, pa zdaj, ko poznam Ilko, vem, kaj bo tudi njej naporno. In tudi veslanje, zdaj smo med letno sezono smo vsaj 3-krat na teden v čavnu. In pač to, kaj sem jaz predelala skozi, zdaj pač uporabljam v svoji pripravi. To pomeni, kako se pa čovn dopade? Fajn. Je v redu, sprememba. Zdaj je tle tudi neka tehnika, ne, tako kot pri smučanju pri čovnu, ne. Zdaj verjetno ste na začetku se bolj s tehniko ukvarjali, ali je že bila zelo hitro sposobna obremenjevati? Ker hitro bila sposobna nekaj narediti. Zdaj tehnika glih ni perfektna, ne, zdaj sploh če mogoče bolj lavito, pač so bolj mokri, ampak načeloma tisti osnovni gib je in to je to, kaj je pomembno. Tudi če gremo hitro ali ne počasi, je vseeno važno, da se muči. Važno, da se muči. No zdaj, to me zanima, to mučenje, ne. Zdaj, mučenje, športnik je ena plat zgodbe, potem support je pa druga stvar zgodbe, ne. Zdaj, ti imaš izkušnjo zdaj iz obeh strani, to pomeni kot športnik, ne, ko si pač terala tisto, kar so ti naročili, pa kar si sama naložila. Zdaj si pa z tega aspekta, kjer v bistvu ti skrbiš za športnico, da je verjetno deležna čim manj drugih stresov, kot je pa to trening, ne? In zdaj to vse na vas pade. Zdaj me pa zanima, če bi lahko primerjala, kaj teži. Kot biti športnik, pa recimo, če imaš dober support, če bi recimo vse štimal, da je support, da je dovolj velika ekipa, da je ta ekipa sposobna tega športnika izolirati, zdaj govorimo o idealih. Če je ta ekipa sposobna športnika izolirati od vseh medijskih pritiskov in vsega ostalega, ki pride zraven, potovanja in tako in to, pa na drugi strani, kaj se ti zdi, da bi znalo biti bolj naporno? Težko reči. Normalno tvoje mnenje, ne? Mogoče je tvoja izkušnja. Na koncu je ona tista, kjer mora odpeljati, ne? Ampak Tina, ona res v prednosti je, da ima pač dovolj spanja, ker ga mi nimamo. Že ko ona spi. Že vi delate skozi. Mi delamo, planiramo in se ona zbudi, si ti tudi zbudiš, ne? In si vesel in greš
na teren. Včasih je to ura 4 zjutraj, je mrzlo in res je zaspan. Tako da, ja, če je dober support, je športniku definitivno lažje, ampak napori, ki pa jih tu prenašajo, je pa... Športniki, ne? Športniki je pa tudi noro. Včasih priznam, da ko smo na treningu, se mi smili, ampak pač jaz nisem tam, da ustavim trening, ampak da še malo prilijem olja na ognji, je pač ni fajn, no. Vse se dela za rezultat. Mislim, jaz sem imel izkušnjo, ampak z druge strani, kot športnik, dobro, zdaj v rekreaciji nimam te možnosti, ne, tle glih kontra počnemo, tle par vodečih je tukaj, ne, tle skozi ponovati nazaj, bremzamo, rečem, ne, počas, ali pa, dobro, včasih rečem, daj kakšnih 5 kg več vzem, no, ker si sposoben, ne, ampak večinoma nazaj bremzamo, ne, ker to ni vrhunski šport, je rekreacija. Sem pa imel to izkušnjo kot športnik, mislim, imel sem neke ambicije trenirati, tudi tekmovati in trener, ko smo bili na pripravah, je bilo včasih potem skoraj trener jokal namesto nas, ne, ker je dejansko priznal je na koncu seveda, na koncu priprav, vmes je bil trd kot skala, na koncu je pa priznal, ko smo se usedeli, pa je rekel, veste, meni je hudo tole gledati, po noči ni spal in tako naprej, da je naštudiral, da je glih toliko zadev, da nas ni pregonil, ampak po drugi strani je bilo pa njemu hudo in to se zdaj ti v bistvu pisali, sem se zdaj spomnil. Ja, mislim se vsi tukaj, ker smo kineziologi, zavedamo, da najti prav obremenitev je umetnost. In mogoče meni težje, ker sem kineziolog v vrhunskem športu, ker dosti krat moram zamižati. Ko vem, da pač stvar ni zdrava, ni okej, pa je kak tak trening treba skozi spustiti to, da pač da se navadi, da če bo tekma, pa bo bolečina, ali pa če bo slabe volje, da se pač taki trening izpelje. In recimo, če bi delala z rekreativci, je to stop, konec, ne. Medtem ko pri Ilki pa vse ti nič ni pojdi. Sicer je pa res, da pač, smo že prej omenila, ona gre bolj takoj na mizo, gre na terapijo in se dela celi dan support ali ljudi okoli nje, da se sanira, da se naredi, tem ko pri rekreativcih tega ni. In se pač začnejo stvari nalagati, dokler ne napoči in treba bolnico. Treba bolnico. To pomeni, ja, se zdaj so, ja, dejansko veš, kaj te mislim vprašati, ja. Zdaj so prišla do tega, ne, dejansko vrhunski šport je naporen. Veliko se danes govori o gladiatorstvu. Kaj ti misliš o tem? Je to gladiatorstvo z tvojega vidika? Je. Je? Ne vem, če si predstavljate, recimo, pa ne govorim, da je smučanje najtežji šport, ker ni, ker so vsak ima svojo specifiko, ki je težka. Če piše samo eno tekmo, recimo Kanada, kjer je -20, dekleta so na štartu, morajo se v tistih neverjetnih pogojih ogreti, vsi vemo, da na takih pogojih se ogrevati ni idealno, pride hitro do poškodb. Ne samo, da se mora ogreti, potem se mora pred startom še slečiti. Odpeljati v tistih pogojih, mrzlo je, verjetno so kakšne bolečine, ni spočita, prišli smo par dni prej, kakorkoli in tistih par minut, tako dolgo nismo na progi, tisti slabi dve, mogoče Čile, kaj takega. Tisti slabi 2 minuti pa je treba to vse pozabiti in dejansko kot gladiator se vreči dol in treba dirkati, tekmovati in tisti maksimum. In včasih se tudi jaz sprašujem, ko recimo vem, kaj se dogaja, vem, kaj jo je bolelo, kako se je počutila in ko gledam na progi, kaj vam stisno, spet bolj vidim, zakaj nisem jaz vrhunski športnik, zakaj jo. Kako pa, zdaj jaz sem imel enkrat priložnost govoriti, na fakulteto je prišel Andreja Masi, leto, 2 nazaj nekaj tazga, kakšno stvar povedati, sem ga vprašal, kaj so že pri tej temi, kako dejansko on vidi trening vrhunskega športnika, kakšen vpliv ima na vrhunskega športnika potem na dolgi rok. Zdaj, njegovo mnenje, on je tudi kondicijski trener v osnovi, če samo še kdo ne ve. Njegovo osebno mnenje je bilo takrat, da on verjame v vrhunski trening, če je tekmovalec, tekmovalka talentirana za, ne vem, naslov svetovnega prvaka, olimpijskega prvakinje. On verjame, da je možno trenirati, če so dobri pogoji, tako da dosega dobre rezultate, da je vrhunska
pa da lahko istočasno razmišlja tudi 50 let naprej, da pa zdaj pri 60-70 letih ne bo z 2 palcema ali pa na vozičku krokodila zaradi naporov. Kaj pa ti misliš, zdaj kako ti gledaš na to? Andreja ima že kar nekaj izkušenj na tem področju. Jaz tudi letos sem prvič izmenjala nekaj besed o kondicijski pripravi in vsem tem. Jaz bi rekla, da na nek način se z njim strinjam, je pa to treba še, dosti je poškodb, ki pa ne moreš vplivati. Če je zlom, če se karkoli takega zgodi, je to tisto, kaj mogoče pol športniku poslabša kvaliteto treningov, je naša naloga, da to spremenimo. Še vedno sem jaz mnenja, da vrhunski šport ni zdrav, lahko ga pa naredimo takega, da bo športnik odšel iz njega brez večjih posledic. To pa je tukaj ta naša domišljija in pa, da se zavedamo, s kom delamo. Ker niti en športnik ni enak. To mislim, da se Andreja zavedal, ko je delal s Tino, da je neka specifika in dosti dela ravno na tem zdravju, no? Ker pač moj moto je, da pač hočem, da je moj športnik zdrav in srečen. Ker ko je zdrav in srečen, bo zadeva šla. Če je zdrav pa tečen, ker mora nekaj delati, je to treba nekaj spremeniti, zato ker mora se dobro počutiti, no gleda, da delaš to vsaki dan. Kako pa gleda Ilka na to? Oziroma, tako bom vprašal, a Ilka, ki jo zdaj, mislim, ti jo poznaš, ne poznaš jo 2 let, poznaš jo skoraj celo življenje. Ja. In zaradi tega je smotrno vprašati, kako pa Ilka gleda na to stvar, kako pa Ilka, mislim, verjetno razmišlja tudi 50 let naprej, ne? Ja, a ona to na kakšen način sprejema ta riziko, verjetno, mislim, prepričan sem, da sprejema ta riziko, da se zaveda tega, ampak a to ona sprejela čist 100%, kaj ti misliš? Ja, jaz mislim, da je Ilka to sprejela 100%. In ta velika zasluga temu gre ravno njeni fizioterapeutki, Darji Kramberger. Ona je zdaj delala po poškodbi, ko se je utrgala vezi in skozi in vidim, da ima Ilka tudi njeno razmišljanje in da se pač zaveda, kaj riskira, ko trenira in da dosti daje na preventivo. Ravno zato mislim, da Ilka tako zelo zaupa, ker pač vidi, da vem, kaj delam. In kar se tega tiče, je zelo odrasla in ogromno naredi, da ne bi prišlo do poškodb. Pač preventiva je v tem trenutku zdaj večji del treninga. Zdaj potisne še tudi kaj nemogočega, ampak skozi je preventiva. Ti si v ekipi kot kinezologinja. Ja. Zdaj si že malo med vrsticami ne povedala, kaj počneš pa tako naprej. Ne? Ampak v vrhunskem športu vemo, da je pri nas je v bistvu tudi v naši ekipci. Nekako je ekipa, so vloge razdeljene, ampak vsak je po svoje deklice za vse. Ne? Ja. Tako da moje delo je, se pravi, ko smo doma, je pač fizioterapeutka pika. Nekatere stvari, ko pa jaz kot pa znanjem iz manualne terapije, jih pa logično moram početi vsak dan. No. Pač Ilka recimo, ko smo okoli, je vsaki dan na mizi. Zdaj to je kar komplicirano, to je sklepati pa tako naprej, ampak zdaj verjetno, zdaj pri nas je isto, ne? Dobar, mi nismo vrhunski šport, mi se z drugimi stvarmi ukvarjamo, kot so marketing in tako naprej. Ne? In nam to predstavlja 3/4 dela, medtem ko delo na terenu je za nas bolj kot ne nagrada, bombonček, zdaj pa 5 na vadbo, ki si zaslužil, ne? Ker sploh dejansko nekdo pride k tebi. Kar se pa tvojega dela tiče kot pač kinezologinja ali pa glavni trener, ne? Kako bi pa ti, a je podobna slika, to pomeni, tvoje delo ne bi bilo manualna terapija, programiranje, razmišljanje, kaj se dela z Ilko danes, jutri, čez en teden in tako naprej. Kako bi pa to razdelila, kaj pa vse ostalo, točno to, kar si zdaj pomenjala, ne? Aha, razmišljati, okay, kako bom zdaj vse spokala v kombi, pa se prikazala na letališču, pa razmišljati, mogoče kdaj se tudi kaj zalom, ne? Kakšen hotel. Se zalomi, ampak tu imamo zelo srečo v naši ekipi, da smo tega čisto omaknjeni. Jaz sem še tako dovolj zaposlitev in meni povejo zvečer, ko imamo sestanek, gremo tja, pa tja, super. O tem ne razmišljam. Tako da jaz se dosti krat znotraj ekipe pogovarjamo in vedno povem, da imam jaz v bistvu najboljše delo. Ne? Ker ostanem z njo do konca, medtem ko morajo trenerji že vsi v progo, da že tam 1 uro stojijo, pa zmrzujejo, pa morajo še do konca stati, da še pridejo vse dol, pogledala, kjera pade, ker se zavleče v nedogled.
In v bistvu moja služba je ena res ena velika nagrada. Rada sem kondicijski trener, rada sem manualni terapeut in ko ne delam tega, načeloma se lahko rekreiram. A imaš verjetno najboljšo mesto v ekipi? Ja. Delaš tisto, kar te veseli? Ja. Omogočajo ti, da se ukvarjaš točno s svojim poslom? Ja. Še plačano zdaj. Pa še plačano imaš zdaj, po to nove. To pomeni, da je ekipa zelo dobro organizirana, kako? Vrhunsko. V začetku smo Ker eno leto smo rabili. Ekipa ni velika. Je zelo mojega dodatnega člana za pomoč. V začetku smo rabili eno leto, da smo se navadili na drugega itak. Pa še bilo je manj denarja, tako smo bili v istih apartmajih in vržen si eno stanovanje z ljudmi, ki jih ne poznaš in pač moraš se naučiti funkcionirati. Kar je meni malo neznanka, ker sem včasih bila razvajena in prej si itak vrhunski športnik, da se vrti okoli tebe, pa priješ tja, pa se nič ne vrti okoli tebe, ampak greš čist nič. Smo se naučili poslušati en drugega in dobro funkcioniramo. In pač vsak pove svoje želje in plane, kaj si želi in se to splanira v parih dneh in je zadeva funkcionira. A zamenjava za 2 leti? Tako? Za fora? Ne še? Ali je to tudi del strategije dejansko glavnega trenerja tebe, ne vem, cele ekipe, da ta igrivost, oziroma malo pa še razložiš, kako, mislim, ker jo omenjaš, kaj zdaj to predstavlja pa vas? Kako to implementirate? Tak face nismo razmišljali o tem, da bi zdaj na silo se združila z njo. Z Ilko smo postali vrejo bratlici. In službo, ki meni dejansko ne predstavlja službo, vedno se bom smejala, da se bom imela fajn, da bom naredila tiste stvari in prvo bom dalje uživala. Potovala mi je neverjetno, prav zaradi te sproščenosti, ki jo pač mi z Ilko imamo, je lahko tudi ona sproščena in zaupa. Jaz pa mislim, da kjerkoli, ali vrhunski šport ali kreativni šport, če ti nisi sproščen in ne uživaš, je boljše, da ne delaš. In ta igrivost in sproščenost mislim, da je bila tisti zadnji kamen Ilkinim uspehom, ker se je pač sprostila in začela tudi ona imati smučanje ne kot službo, ampak kot nekaj zabavnega. Za finiš bova malo naredila zdaj tranzicijo iz športa, pa pozabila Ilko, pa greva malo v rekreacijo, s čimer se mi ukvarjamo, ne? Kar mislim, rekreacija in druge stvari, naša vizija, naša želja je približati gibanje čim večjemu številu ljudi, ne glede na starost, ne glede na telesne sposobnosti, ne glede na primanjkljaje, ki jih imajo in tako naprej. Govorila sva že o gladiatorstvu v vrhunskem športu. Med vrsticami sem v bistvu namignil, da se nekak pristop vrhunskega športa skozi televizijo, skozi trgovino, pripomočke, obleke in vse ostalo opremo, seli tudi v rekreacijo. Pristop do v bistvu telesnega gibanja v splošnem, to pomeni, vrhunski šport so številke in tle se gre za zmage, se gre tako in je tudi biznis. Rekreacija ne bi bil prosti čas, ne? Jaz mislim, da je to veliki problem. Jaz dosti izkušnji z rekreacijo nimam, ampak če se strinjam z mano, da nas ima že vsak rekreativec boljšo opremo od profesionalca. In ne vem, da mogoče streljam v prazno, ampak če pogledam, kako se ti suplementi in vse skupaj prehrani in dodatko in koliko tega gre za rekreativno vadbo, ki je mogla biti zdrava, ki je mogla biti vodena. Enostavno jaz tega ne razumem. Že enkrat v enem intervjuju sem povedala, da pač po zaključeni karieri z vrhunskimi športniki bi rada šla v rekreacijo. Se zdaj mogoče kar malo prestrašena, ker ne vem, če imam dovolj znanja, da bi recimo lahko prevzela rekreativca, ker tisti 2 urah, kaj moraš ti narediti recimo na dan ali pa pač 3-4 enotah na teden, se mi zdi že včasih nemogoče in ravno ko ste rekli, da jih držite nazaj, se mi zdi, da je preveč slabih, oziroma preveč rekreativcev, ki hočejo preveč in grejo v neki šport, ki hoče biti profesionalni, čeprav to ni in na koncu pač nastajajo poškodbe. Pa imaš željo, mislim, dobro, verjetno imaš ambicijo delati v vrhunskem športu čim dlje časa, ker ti to kapa čez, recimo, mislim, dopuščaš možnost, da bi delala mogoče na podoben način kot mi ali pa kakorkoli, mislim, ti je to tudi v izziv? To zagotovo. Tudi.
To, ja, se pravim, zelo občudujem, res vsaka čas, kaj ste naredili z pač vašo zgodbo sem spremljala že od samega začetka, ko ste začeli delati, se mi je dopadla in pač, če koga kam pošljem v Ljubljani, kam naprej na vadbo, je to definitivno sem, ker vem, koliko znanja je za tem in kaj tu počnete. Ja, definitivno bi si predstavljala nekaj takega, no, mogoče ne v Ljubljani, v Mariboru. Come on. Ne bom zelje hodila slov. Ampak zaenkrat se mi zdi, da pač verjetno tako ste vi rabili nekaj časa, da ste to pelali, bi tudi jaz rabila leto, dve, da bi se navadila in spremenila in dopolnila svoje znanje za to. Ker pač res vse, kaj delam, delam za vrhunski šport. Na rekreaciji vem pač premalo. Zdaj, kar se rekreacije tiče, zdaj mi opažamo oziroma poskušamo dopovedati vodečima, ja, rekreacija je prosti čas in tako naprej, ker so že pri temu pogledu na rekreacijo. Treba je upoštevati celoten dan. To pomeni, najprej služba je, ne vem, 8, 10, 12, kakorkoli ur že, stresi so službeni, so privatni in tako naprej. Potem pa ljudje, nekateri grejo, se rekreirajo, kakorkoli se pač že. Nekateri imajo pristop relax, nekateri imajo pristop ultra hardcore do konca, da izdihnem ven, da pozabimo tistih pol ure. Pač poudarjamo to povezavo, da je treba upoštevati pri rekreaciji, treba upoštevati tvoj vsakdanjik, da prilagodiš. Če 10 ur sediš, verjetno iz prve 100 kg utež ne bo prišla upoštev. V športu je verjetno tudi podobno. Vi skrbite za športnika cel dan. Služba. Trening je prilagojen vsakodnevu. To pomeni, ta razlika je, v vrhunskem športu vse skrbi za to, ker je support. Rekreativc, če se pa majčkeno bolj aktivno ukvarja, pa sam pri sebi, oziroma sam od sebe odvisen in mora sam poskrbeti za to, da skrbi za to ravnovesje. Tle pa vi skrbite za to, tako? Ja. Zato, da športnik je usmerjen samo, oziroma da sploh zmore trening. Ja, se strinjam. To gnanje do konca, mislim, da do neke mere je super, ampak ne prepogosto, moje mnenje. Kako imate vi izkušnje s tem? Seveda, mislim. Kaj pa zdaj za konc, da bo se počasi ustavila, še kakšnih 5 minut. Imaš kakšen čist karkoli tvoj predlog oziroma tvoj pogled na telesno aktivnost, ki ga imaš zdaj skozi vrhunski šport? Ker smo se zdaj pogovarjali, trenutno stanje rekreacije. Kako vidiš našo vlogo, kot mi, kot Kinvital ali pa kdorkoli, ki vodi? Kaj bi predlagala nam, kaj bi predlagala rekreativcem, če imaš kakšen pogled, ki bi znal biti zanimiv? Predvsem Kinvital vidim kot res dobre začetnike promocije kineziologije. Nekdo mi je nekaj je bilo omenjeno, da sem pač jaz tisti, ki promoviram kineziologijo, čeprav mislim, da je to mogoče celo malo zgrešeno, ampak ste vi tudi tisti, ki ste zadolženi za to, ker imate širšo populacijo in ki danes delate populacijo zdravo. Jaz zdaj v tem trenutku čisto ne morem trditi, da delam zdravo populacijo, ker dostikrat sem mi prej rekla, da zamižim pa zadeva steče. Drugače pa nagibanje, koliko se mi je takrat po veslanju zamrlo in sem se malo odmaknila od vsega, zdaj spet gledam na to, da je pač neka nujna potreba, ne tisto 3-krat na teden, ampak vsaki dan. Ko ješ vsaki dan, se moraš gibati vsaki dan. In pa še svoje se izhajam je pač tisto, da poslušaš sebe. Takrat, ko pač vidiš, da imaš slab dan, pa proba spremeniti nekaj, pa ne vem, jesti čokolade, ampak za to, da boš imel dovolj endorfinov v krvi, greš, ne vem, teč pač trening. Ja. Tako da, ne vem, jaz si želim, da bi več ljudi se gibalo vsak dan in ne zgolj zato, da hoji na skupinske vadbe dvakrat na teden. Cool. Hvala ti. Hvala.